Dobro jutro vsem skupaj. Evo, mi smo še vedno v puščavi, kar je super, ker tale puščava je res super. No, se mislim, da je vsaka puščava super, jaz pač v puščavi uživam. Kdo misli, da je to puščava samo neka pustinja in da je to brez veze, ampak dokler nisi v puščavi, ne veš, kako je to zanimivo in ima en svoj čar, za katerega sploh težko opišem, kaj je ta čar, ampak meni je fenomenalno. Zdaj tudi ostalim mojim 13 sopotnikom je puščava izredno všeč. Večinoma je taki, ki so bili prvič v puščavi in pač so čist navdušeni. No, včeraj, takrat, ko sem se vam javil, se je pol zgodilo še ful veliko zanimivih stvari. Najprej sem še kakšno urco se ukvarjal, da sem snemal z dronom. No, potem smo pozajtrkovali, vse pospravili, šotore, pač in vse smeti, ki smo jih tam s sabo prinesli. No, potem smo se šli pa z avtom voziti po teh sipinah. Imeli smo enega domačina, ki nas je to, pač je pred nam se vozil. Vozili smo se dobro urco pa pol in bilo je izredno zanimivo. Eni so ful uživali v vožnji. Jaz sem, bom rekel, malo užival v vožnji, predvsem pa v naravi, ker je bila čudovita. Bilo je zanimivo, ko so se nam pridružili še eni domačini. Bil je en mož za ženo, pa mislim, da ima ene 3 hčerke. In zanimivo, da so se tudi brez težav pustile slikati in tako naprej, ker to se tukaj v arabskem svetu, se pravi v muslimanskem svetu, se pač ženske ne pustijo slikati, ker verjamem, da bi imele tudi kakšne težave, če bi se njihova slika na socialnih omrežjih pojavila in tako naprej. Tako da bi bilo izredno zanimivo. No, potem nas je tisti domačin še peljal vseb domov na kavico, čaj, smo se v neko sobo vseli pa tisto spili, kar je bilo tudi izredno zanimivo, malo to videti, kako živijo. No, potem smo se pa odpravili na ta kraj, kjer smo zdaj. To je 30 km oddaljeno od tistega kraja, ki smo bili včeraj. Tukaj smo res čist sred puščave, smo se noter v puščavo, kar po mojem 20 km noter globoko puščavo smo šli. Vožnja je bila izredno zanimiva, vmes smo se ustavljali na ful lepih krajih, ker smo to malo slikali. Meni je zelo všeč, ker je zelo velik kamel. Jaz to nisem še nikjer videl, da bi se kamele kar same sprehajale, nikjer nobenega človeka, kamele se pa sprehajajo. Še najbolj všeč so me tiste z mladičkom, mladički so res čudoviti, bi ga človek kar domov vzel. No, potem smo prišli sem v tabor, smo postavili šotore, vodič in 2 punce, ki pomagajo, Mojca in Irena, vsaka jim čast, so naredili večerjo. Večerja je sicer preprosta, riž, ampak izredno okusna. Jaz sem 2 taka kar dobre porcije pojedel. No, potem smo pa še zakurili ta ogenj, smo pa še koruzo pekli. Jaz sem sicer na začetku rekel, da je ne bom jedel, ker sem bil že prej ful set, ampak potem sem pa malo probal, sem pa videl, kako je dobro, sem pa kar 2 pojedel, tako da. No, potem pa sem šel spat. Spim ful dobro v šotoru, sicer sem se to prej pripravil, sem si tudi eno blazinco kupil doma, da jo napihnem, tako da imam 5 centi tega, tako da jaz spim boljš kot doma. No, edini problem, kar je, da smo majčkeno umazani, ker že 2 dni nismo bili pod tušem, oziroma da nas je 3. dan. Pa poln si tega peska, tudi malo se težko s kremo namažeš, ko bi šmergli papirjem drgno. Tako da, to je to, res se imamo super, no. Tale puščava je res vrhunska, no, ampak zdaj, če sem pa čisto iskren, pa tudi komaj čakam, da nas hotelčka, pa da se grem stuširati. Zdaj upam, da se bomo na poti do morja, da se bomo kje tudi ustavili, pa malo se skopali. Še 3 dni nam je ostalo tukaj v Omanu. Jaz mislim, da bojo prehiter minili, no, tudi teh 10 dni, ki že smo, dobrih 10 dni, to je tako minilo, da sploh ne vem kdaj. Vsak dan se nekaj novega dogaja. Vsak dan je zanimiv, niti enega dneva ni bilo, da ne bi bilo zanimiv, tako da jaz sem res čist navdušen. Sicer sem nasplošno navdušen nad potovanji, ne, ampak tole je pa res top.
Tako da se vam javim naslednjič iz morja, upam, da z kakšnega zelo lepega kraja. Tako da želim vam lep dan v Sloveniji, jaz ga bom definitivno imel. Če so vam tele moji videi všeč, vam predlagam, da se naročite na moj kanal, kliknete tisti rdeč gumb, kjer piše naroči, pa potem kliknete še zvonček. To pomeni, da boste na YouTubeu, ko bom kaj novega objavil, se vam bo bolj sigurno moj video pokazal, pa tam pod naročninam se vam bo ena pikca pokazala, to pomeni, da sem nov video gor dal. Pa če vam je ta video všeč, ga povšečkajte, če imate kakšno vprašanje, ga zastavite, bom odgovarjam na vse vprašanja. Zdaj sicer malo za zamudo, ampak tukaj imamo tudi slab internet, tako da tukaj čisto redno ne odgovarjam, ko pa domov pridem, pa zagotovo na vse odgovorim. Tako da lepo se imejte v Sloveniji, uživajte in čim lepše vreme vam želim. Adijo.